Ejti Štih je umetnica, ki si drzne. Uporablja žive, močne barve. Ustvarja res velika platna s potezami v zamahu. S svojim slikarskim opusom vedno znova dreza in komentira najbolj pereče globalne družbene teme. Je tista umetnica, ki postavlja vprašanja in od nas pričakuje, da bomo vsak zase poiskali iskren odgovor nanje. Ejti, pozdravljena, ker se že kar nekaj časa poznava, predlagam, da se tikava. Se strinjam, odlično. Tudi kar nekaj pogovorov sva že naredila za našo blejsko lokalno televizijo. Sediva v predverju festivalne dvorane. Za nama so presunljiva, velika rdeča platna, razstave Rdeče in zlato. Zakaj si dala razstavi tak naslov? Ja, slike so nastale rdeče in zlate. Sicer zato je bil en namen, en skrivni namen, ker rdeča je barva krvi, je barva divja, zlata je pa barva, kako bi rekel, tako malo cerkvena, teh renesančne starinske slike imajo to zlato ozadje. Tako da se mi je zdela ta kombinacija za temo te razstave, ki je bila pravzaprav prva razstava, zdaj sta dve skupaj, je bil splav, ne? In kri in ta zlata se mi je zdelo, da sta ta prava dva elementa, da lahko to štorijo nekako povem. No? Tako. Predstavljam si, da je za temi platni brez števila ur najprej razmišljanja o temi in potem še ur slikanja. Se motim? Ja, jaz sem se zmeraj tako malo branil teh ženskih tem, ne? Zdaj sem pa star 64 let, pa v bistvu splav ni več moj osebni problem. Ne? Tako se mi je zdelo, da imam nekako pravico, da tudi o tem govorim, ker to ni več moj intimni osebni problem. Ampak se spomnim, da to anekdoto povem, ko sem bila še mlada, zelo mlada, zaljubljena punca, ne? In te metode, te anti-baby pills in vse te zadeve, to so bili takrat zakladi. To ni skar tako dobil, to so nam dajale ne take grozne gume, ki se jim reče, diafragme, to je bilo vse skupaj grozno. Ne. No in potem sem jaz se spomnim ene parkaču, tam na Streliški ulici je bil tak inštitut za ženske, ginekološke, ne vem kaj, in potem začakati rezultat, a si mogoče noseča ali ne. In potem smo vse te ženske tam sedele, ene so si želele, da bi bile, ene tam mlade smo bile čisto preplašene in se spomnim, potem je ta sestra zmeri prišla skozi vrata, ne, tako kot ona Flečerca iz filma Kuku znest, ne, in se je postavila in mi je potem rekla: Pogačnik pozitivno, Štih negativno. Mislim, to je bilo tako grozen, ta javno objavljanje teh intimnih momentov, da to je meni pol cel življenje ostalo. Mislim, jaz nisem imel nobene slabe izkušnje v tem smislu, v smislu splava, ampak recimo v Boliviji umre vsaj 500 žensk letno zaradi slabo narejenih splavov, zaradi teh, ki so ilegalni, ne? Ker so tako ilegalni vsi, ne? Večina, no, tako da se mi je zdela to taka ženska tema, ki pravzaprav je tudi svetovna tema, zato ker ta hipokrezija in ta neiskrenost v smislu do žensk z moških strani, pa strani tudi nekaterih žensk, ki temu svetu vladajo, se mi zdi, da zmeraj večja, zmeraj bolj nevarna. Se vidite, kaj se je v Ameriki zgodilo, no, pred kazijo tega 14 dni. No. Tako da se mi zdi, da tema je primerna. Vse skupaj je bilo pa potem tudi v tej kombinaciji s tem Me Too, ne, ker so pa te ženske, ki so powerful, ne, women empowerment je to, ne, proti tej intimni drami, ki je pač, no, a se odločiš ali ne za splavno. To je bila ta tema, ki me je čisto obsedla. No, pa smo se ravno dotaknili tega gibanja Me Too. Se ti ne zdi, da je mogoče tudi pri samih ženskah tukaj mečkan hipokrizije, da so mogoče kdaj tudi ta Me Too mogoče izrable kot nek vir moči proti moškim? Ja, to je grozno težko zdaj nama dvema soditi, ker v taki situaciji recimo nisva bile, recimo jaz nisem bil nikoli mlada igralka, ki si želel kakšne vloge ali kaj takega, ne, ampak mislim, da so se tudi zamenjali v bistvu te
etični kodeksi skozi leta. Ne? Recimo takrat, ko so bili hipijevski časi, pa je bilo vse tako zelo free, kukar, ne? Se je drugače mislil, kukar danes, ko je pa je bila stara 16 let. Ma se imajo blues je ono, Sweet 16, mislim. Sweet 16 ni bil nikoli noben greh, so bile cele pesmi okrog tega. Tako da pravzaprav mislim, da bo vse skupaj malo boljš, pa malo bolj normalno. Mislim, da moramo biti vsi globoko iskreni v sami sebi in ne probati izkoriščati situacij, ki so se, ne vem, ne smem to zdaj reči, za vse primere, ki so se zgodile, ne vem, recimo pred 40 leti. To je grozno težko danes soditi, ne? Odkot je ta nuja pri tebi, da slikanjem komentiraš dogajanje v družbi? Vedno si zelo v korak s časom, tako recimo komentiraš vojne, pa begunce, pa izkoriščanje žensk, otrok in starejših, tudi koronavirus. Odkot to? Ja, kaj ste, mogoče je to prvič, mene zanima, kaj se okrog dogaja. Jaz nisem tak človek, da bi bil vase povlečen, pa da bi sam zase se držal, pa da bi premišljeval samo o barvah in kompozicijah, ker to je tako zmeri ta isti likovni problem, ali je figuralen ali ni, je zmeri isti problem. Tako da mene svet zanima, jaz gledam televizijo, jaz po cesti hodim in gledam, kaj bi se dal namalati, berem časopis, ljudi sprašujem in poleg tega živim v tretjem svetu, ker so socialne krivice grozne. To s slovenskega stališča si sploh predstavljati ne moreš, kako je tam lahko grozno težko, če si revež ali pa če si en intelektualec, ki se zavzema za svobodo govora, da te recimo lahko kar zaprejo pa take stvari. Tako da pravzaprav moraš biti vpleten v življenje in v politiko na nek način in vse, kar te obdaja, ker ne moreš skrivati se pred tem, ker tam je divje. Ne? To se pravi, da meni se zdi, da je mogoče tudi moja neka življenjska ali pa družbena naloga ta, da jaz opozarjam na stvari, ki se mi zdijo, da niso prav in da bi mogle biti drugačne. Poleg tega pa Bojan Štih je bil moj fotor, on je bil divje, je zmeraj imel svoje mnenje, zmeraj napisal, zmeraj rekel stvari, ni imel nikoli dlake na jeziku in pravzaprav v tem smislu je bil ene sorte moj idol, zato ker v tistih časih je bilo težko, to so bili komunistični časi, pa komunistične partije so ga ven vrgli, pa se zmeraj upal reči stvari, no in če je on v tistih časih bil toliko pogumen, da je res povedal, kaj je mislil, zakaj pa pol jaz ne bi, ne? Tako se mi zdi, da on je tako govoril, ja, sej, če nimaš svetu kaj povedati, je pa bož, da se ustreliš, ne, ker je zmeri pretiravo. Ampak malo je resnice na tem, ne, če se ti z ljudmi, če imaš ti povezavo, če ti nazaj dobiš, kar si naslikal, če ljudje v teh slikah nekaj vidijo, to je zame zmeri tako en korak naprej, da je ti, zato ker ljudi to zanima, no, tako nekako. No. Pa bi lahko rekla, da je ta pot čez Atlantik, to pač nova domovina Bolivija tebi dala barve, neko drugo videnje slikarstva. Ja, jaz mislim, da je, no. Mislim, barve kakorkoli, zato ker zadnjič sem to omenjal, da jaz ne znam slikati kot Anton Gojmir Kos, mislim, nemogoče, nisem tako spreten, niti tako akademski, niti pravzaprav me to ne zanima prav preveč, ne. Jaz imam tako bolj, moja slikarstvo je bolj simpel, da tako rečem, no, ampak jaz sem bil daleč od vsega, mislim, bil star kaj, 24 let, ko sem šel, ne, mislim, seveda sem tle študiral, sem bil v Zagrebu, sem naredil vse to akademsko, sem bil pripravljen, ne, na ta poklic, ne, ampak to svobodo pripovedovanja teh zgodb, ki jih jaz skozi pripovedujem, pa te divje barve, to je absolutno kriva Latinska Amerika. Mislim, tam ni bilo nobenih pomembnih kustosov okrog mene, da bi kaj govorili, nobenega velikega trenda ni bilo. Tako da sem jaz v bistvu neke sorte samorastnik v tretjem svetu ratal s tole mojo figurativno, tropsko, ekspresivno malarijo. No, tako. Ampak vseeno, ko ti je mama obiskala v Boliviji, ti je namignila, da si v okolju, kjer je več barv, recimo
da bi jih ti lahko več uporabljala, kot si jih v tistem času? Ja, seveda, zato ker na akademiji ti mozak operejo, mislim, to je vse rjav, pa siv, pa kakšna rumena, pa rdeča, pa te treba takoj fentati, pa malo rjave dati not, pa tako. To je bilo prepovedano, da bi človek takole divje, stube barve uporabljal. Pa je pa mama prišla pa rekla, ti se Gogen je tudi čul tiste kraje, pa je začel čist drugače slikati, da ti tudi malo se junači, tako da to se moram mami zahvaliti za ta, da me je tako porinila v to, da sem se jaz res junačil, posebno zaradi barv. Zaradi tem ne toliko, no, ampak zaradi barv pa absolutno. Tu na tej razstavi, pa tudi v galeriji Melite Vovk, je razstavljenih nekaj res velikih platen. Ob postavljanju te razstave tukaj te je celo skrbelo, da strop ne bo dovolj visok. Večkrat si omenila, da nisi slikarka, ki lahko ustvarja z majhnimi čopiči. Zakaj misliš, da je tako? Ja, ker nimam potrpljenja. Ne? Jaz gledam recimo slovenske ilustratorke in pravim, hvala Bogu, da meni ni bilo treba tega delati, ker recimo ti gledaš Marijo Lucijo Stupico ali pa njeno hčerko ali pa ta staro, mislim, to je tako natančno, to vse te rošče so narejene, to je s takimi majhnimi penzljami, jaz to ne morem, res nimam tega potrpljenja. Ali sem mogoče preveč površen ali kaj, ampak meni te veliki formati se mi zdi, da pravzaprav se nekako potopiš v to situacijo. Recimo, če slika tako velika, kot ta za nama, se ti zdi, da si ti del tega scenarija. Mogoče to tudi zaradi teatra. Jaz sem delal ogromno scenografij za teater, kjer je treba z velikimi penzljami delati, zato ker teater je zmeraj velik. Mogoče je tam tudi to, da meni je všeč velike stvari delati, da si nekak del tega, kar se dogaja v tej sliki. Kako pa recimo nastane ena taka slika, tako velika, kako se ti tega lotaš? Če v bistvu jo imam prej v glavu jaz, in jaz si predstavljam, kaj bo na taki sliki vnaprej, pa kako bo mogoče kompozicija. V glavnem nadelam jaz kakšnih skic, mogoče tako hitro svičnikom, ampak kakšne takih resnih skic jaz nadelam, samo da mogoče kompozicijo rešim. In potem, ko začnem, pravzaprav ne popravljam prav veliko. Popravljam kakšne detalje, kakšne rokce, kakšne poglede, kaj tacga, ampak cela kompozicija je pa tako v glavnem ala prima narejena. Si predstavljam, kaj bi bilo na sliki. Zato, ker drugače pa to lahko delaš grozen dolg, tako ogromno, pa ogromno barve porabiš tudi, ker smo v Gorenci, ker moramo tako veliko. Velik atelje najbolj porabiš za to. Ja, atelje je pa velik, to je pa moj mož Lučo, mi je naredil tak krasen atelje, mislim, sanski atelje, tako da bi bilo malo čudno, da bi jaz s kakšnim takim čizmehnim penzličkom v enem kotu kaj delal, mislim, atelje je velik, tako da imam prostora dosti, da nazaj stopim pa pogledam, kaj sem naredil. Je zaslutil to veliko, neukrotljivo energijo. Ja, da bo tam pa, da bom mir dala. Priznam, da ko sem videla te posnetke te razstave pred 2 leti, da si nisem predstavljala, da jih bom kdaj uspela v živo videti. Tako da sem zelo vesela, da so prišle v Slovenijo. Skupaj s temi še slikami na 2 razstavah je prišlo v Slovenijo več kot 100 slik. Ja. Vse to pripeljati čez Atlantik najbrž ni bil mačji kašelj. Ja, mislim, če bi finance bile velike moje, bi se to dalo mogoče v kakšnem kontejnerju vse skupaj pripeljati, ampak to je absolutno predrago. Sploh pa po tem virusu je to nepojmljivo. Tako da slike pravzaprav so šle vse dol z okvirjev, to sem jaz mogel vse klamfice ven dati, zrolati in to so bile 3 velike role, to je bilo težko, 120 kg ta platna, in potem je Boštjan Komar Mizar iz Mevkša naredil podokvirje in potem smo spet ponovno to napeli. To je bila edina varianta, da se je to dal sem pripeljati. Slik je bilo pa 117 vseh skupaj, še s temi, ki so nagrado od Kokošjega roda, tako da, ampak kaj s tvem, se drugače pa bolj doma ležijo, vse so zato slike, da jih ljudje vidijo, pa pač zrolamo, pa naredimo, vse sem navajen že na te štrapace. Pa še kam grejo te slike? Še na kakšno drugo razstavo, kako je recimo to tipanje, kje bi jih še
sprejeli, pokazali? Ja, jaz imam upanje, no, da ne bojo zdaj obtičale v kakšnem depoju, ampak da bojo šle. Zdaj prva možnost in prve sanje so, da bi vsaj te tavelke lahko po razstavi Blejski na Šuštarskem mostu vsaj za en dan v Ljubljani pokazali. Potem, da bi mogoče šle v galerijo Družina, potem sem jaz prosil mogoče, da bi šle v Kiblo v Maribor, da bi šle mogoče v Novo mesto. Bomo videli, no, kaj se bo res odprlo. Drugače pa 200 pa zdaj sigurne, ampak to je ena na Hrvaškem, ena je pa v Nemčiji. Tako da te sta zapečatene za drugo poletje. No, vmes bomo pa videli, kaj se bo dalo. No. Pa je glede na tematiko kakšnih zadržkov, kje si mogoče tukaj začutila? Ja, jaz sem imel te velike sanje, da bi pravzaprav te rdeče slike lahko razstavljene v galeriji v Kostanjevici, kjer je ta prekrasna gotska cerkev, ki že ne vem koliko, 100 let ali pa več, ni več sakralni prostor, ker v tem belem prostoru starinskem ta zlata in rdeča bi bilo krasno, ampak no ja, ne bo. Ne bo. Ja. Že si omenila, da sta še 2 razstavi, Kokošji rod na gradu in Konflikti v galeriji Melite Vovk. Tam je tudi ena zanimiva slika, platno, ki ima naslov Poroka. Je v bistvu to poroka kot napoved bodočega konflikta, kako je to mišljeno? Ja, no, kaj se vem. Vse so neki konflikti, mislim, zato, da smo ljudje tako komplicirani ali pa tako zakompleksani ali pa tako problematični. Vse to izhaja iz nekih notranjih globokih konfliktov, ki so od otroštva naprej, od tega, da se kregajo ženske in moški, da se kregajo črni in beli, da se kregajo biciklisti s politiki. Mislim, to je stalno, se mi skozi kregamo. In v bistvu zakon je tudi ena sorta tako kreganje. Eni so boljši, eni so slabši, ampak to je ena sorta pakt, ki naj bi deloval. Zmeri ne deluje tako dobro, kot si predstavljamo, ampak je, mislim, v bistvu je tudi neka sorta konflikt in je neka konfliktna odločitev to, ne, mislim, ljudje v glavnem mladi se zdaj poročajo ne več, ne. Jaz sem se pravim, tu včasih tako v hecu pravim, sem jaz tudi izkoristoljubija, ne, ker jaz sem bil tujka v Boliviji, ne, pa skozi klica in sem skozi mogel to podaljšvati, to moje bivanje na toj koštaljenih dolarjev in kup in tako, no, in pak je bila poroka, je bilo konc. In v bistvu konc je bilo konflikta z bolivijsko državo, ne, mislim, z Lučotom pa tako ni večjih konfliktov bilo v 40 letih, tako da to ni moja osebna tema. No, pa če zaključiva najin pogovor še s to razstavo na gradu. Ilustrirala si knjigo Josipa Ribičiča, Kokošji rod, ampak tudi te ilustracije niso običajne ilustracije. Ker so slike, ker nimamo ga penza, da to malga. Ja, meni se tako včasih zdi, recimo tale knjiga Kokošji rod, to je izšlo v Gorici leta 24. Ne? In iz teh štorij se čuti prav ta konflikt, se nekako čuti, mogoče ta prihajajoči fašizem, se čutijo te žalostne, eksistencialne, človeške zgodbe, tako brez, da bi jih on hotel kakorkoli zakrinkati. Mislim, to te peteline in te kure, to smo mi, to smo ljudje, ne. Mislim, moj problem je bil, da ne jih naredim tako po Disneyjevsko, da ne bojo tako preveč luškani, da ne bojo prav simpatične, ker štorije so precej grozne, pa vse imajo take žalostne konce, take resnične človeške konce, ne. In to sem vzel v bistvu kot nek slikarski problem. Mislim, in potem so nekatere štorije so bolj zelene, ene so bolj plave, ene so bolj rdeče, ene so črno-bele, ker so tudi kure bile črno-bele in so imele konflikt, ker ene so črne, ene so bele. Tako da se mi je zdelo, da pravzaprav to ilustriranje teh štorij je pravzaprav nekaj takega, neka taka tema, ki mene tudi zmeraj zanima, ne? Te konflikti, pa kako se ljudje obnašamo. Tako da sem rekel, no, to bojo spet slike, ne? Sicer so malo manjše od teh, ampak mi je bil moj pristop k tej
ilustracijam je bil čist slikarski v bistvu. Ne? Ni bilo nobenega svinčnika prej, pa kakšnega picajzlanja. No? Pa se mi zdi tudi, če je neki večji format, pa se pol sprinta, pa se to natiska manjše, da ima tudi neko drugo likovno kvaliteto lahko. No? Sicer še nisi zdaj dolgo v Sloveniji, komaj si prišla, pa si dobila že kakšen nov navdih? Ja, kaj jaz vem, skup stvari je bilo, no, s temi razstavami, s tem postavljanjem, ampak štafelaj tam me čaka, barve so, tako da jaz zmeri z veseljem kaj naredim, no, zdaj ne moram prav na veliko oznanjati, kaj in kako, ampak ena slika je že bila, ker je ta, vsi gremo na Bled, ne, in ker te kolone, tle na Betinom v Klancu in to prav človek prav, a bom šel v Radolco ali ne bom šel, ker ne vem, če lahko pa sploh še prišel nazaj, tako da to vsi gremo na Bled, sem eno sliko, no, na to temo sem že naredil, to lahko javno povem. Ej ti, najlepša hvala za pogovor, želim ti lepo in zlato poletje. Ja, najlepša hvala. Vroče je, voda je topla, tako da je vse v redu.